Pozdravljeni otroci! Danes se bomo spomnili nekaterih značilnosti letnega časa pomlad, o katerih smo se že pogovarjali, ko smo bili še skupaj v šoli. Če se najprej spomnimo, imamo v Sloveniji oziroma poznamo 4 letne čase. Pomlad, poletje, jesen in zima. Trenutno smo v letnem času pomlad, ki se je začela koledarsko prejšnji teden, 21. marca, in bo trajala vse do 21. junija. Za pomladne mesece veljajo mesec marec, april, maj in del junija. Če se spomniš, smo pomlad opazovali že na opazovalnem sprehodu skozi opazovalni list, kjer ste v razpredelnico oziroma v okence z različnimi barvami iskali različne dokaze o pojavu, o pomladi v naši naravi. Lahko pobrskaš po zvezku sonček in najdeš ta učni list in malce pokukaš, kaj smo v to razpredelnico vse narisali. V nadaljevanju boš potreboval delovni zvezek za okolje in sicer ga odpri na strani 60. Med opazovalnim sprehodom smo opazovali tudi drevesa in opazili, kako se razlikujejo glede na letni čas zima. Malce pobrskaj po spominu ali pa se sprehodi, potem ko bo tele zime konec, mogoče čez vikend po domačem dvorišču in v tole prazno polje nariši pomladno drevo. Ja? Torej, na našem spomladanskem opazovalnem sprehodu smo marsikaj našli, marsikatero značilnost pomladi. Našli smo zvončke, ja, videli smo brsteče vejice na drevesih in zimzelene smreke, ja, ki so imele na sebi zelene iglice. Teh mladih poganjkov pa smo ugotovili, da smreke še niso imele, na njih treba še malo počakati, ja, smreke, jelke še niso cvetele. V delovnem zvezku smo se pogovarjali, oziroma kasneje smo se pogovarjali tudi o vremenu in o tem, kakšno vreme je spomladi. Ugotovili smo, da se spomladi dnevi daljšajo, da je topleje tudi in predvsem zato, ker so dnevi daljši in sonce dlje časa ogreva zemljo. Če so padavine, redko kdaj sneži, ja, oziroma z izjemo sedaj, torej če so padavine, dežuje, zjutraj je lahko megla, ugotovili pa smo tudi, da če piha veter, je ta še vedno zelo hladen. Pogovarjali smo se tudi o različnih oblikah vremena, ki jih imamo v Sloveniji, se pravi, da imamo lahko vreme jasno, lahko je delno oblačno, torej ko del sonca prekrivajo oblaki. Lahko je vreme oblačno takrat, kadar je na nebu več oblakov, lahko je megla, lahko dežuje, sneži ali pa lahko piha veter. Pogovarjali smo se o tem, da lahko imamo več vremenskih pojavov naenkrat. V tednu, preden smo se razšli, smo že začeli z izpolnjevanjem vremenskega koledarja. Tisti, ki ga še niste izpolnili do konca, ga lahko začnete izpolnjevati mogoče v petek, ja, in ga potem skozi celoten teden spremljate. Lahko pa tole poleg imena dnevov zapišete tudi datume, da bomo potem, ko se vidimo v šoli, te rezultate lahko primerjali. Je pa treba vedeti, da se spomladi vreme lahko hitro spreminja
in tako kot ga imamo sedaj čisto zimsko vreme, bo že čez nekaj dni znova toplo in bomo lahko imeli pravo pomladno vreme. Potem smo se pogovarjali tudi o tem, kaj počnemo ljudje. Rekli smo, da smo že oblečeni v lažje oblačila, da ne rabimo več bunde, kape, šala, rokavic, lahko smo v supergah in zunaj imamo kar veliko opravil. Na vrtu, na poljih, v sadovnjakih in vinogradih. Rekli smo, da sejemo, sadimo, obrezujemo sadno drevje, v vinograde čistimo in tako dalje. Spomladi se razveselijo seveda tudi živali, ker se prebudijo iz zimskega dremeža, zimskega spanca. Tiste živali, ki so bile zarite v blatu, recimo žaba, bodo tudi počasi prišle iz blata. Pripravljale se bodo na to, da bodo imele mladičke, zato bodo pripravljala svoja bivališča. Vrnejo se ptice selivke. Videla sem, da so na črešnicah domače štorklje že prišle domov. In za živali je ta letni čas, pomlad, zelo pomemben. Pomlad pa se zazna tudi skozi različne rastline, tako skozi drevesa, kot skozi rože in cvetlice. Na drevesih se iz popkov, kjer so bili v usnjatem ovoju varno spravljeni čez zimo, prebujajo prvi zeleni listi, sadno drevje cveti. Vse povsod, torej v gozdu, na travniku, v okolici naših hiš, pa lahko opazimo že prve znanilce pomladi. Žafran, zvonček, trobentice, to so naravne cvetlice, ki si jih je narava sama zasadila. Tudi vijolice so ena od takih rastlin, narcise in tulipane pa smo si posadili za okras spomladi ljudje sami. Tvoja naloga sedaj bo, da odpreš zvezek sonček, in sicer tako, da boš imel pred sabo dve prazni strani. Kadar delamo miselni vzorec, ponavadi tako odpiramo zvezek, napišeš v sredino naslov pomlad, potem pa z barvicami ven potegneš črte in zapišeš glavne naslove, ki sem jih jaz tule napisala za vas z barvami. Torej nekaj boš napisal ali narisal ali nalepil o znanilcih pomladi, nekaj o živalih, o drevju, o ljudeh in o vremenu spomladi. To, kar sem jaz napisala s črnim flomastrom, lahko ti zapišeš s svinčnikom, lahko pa namesto, da napišeš, tudi narišeš ali nalepiš. Srečno ti želim!